Upamo, da smo vas prepričali s predstavitvijo našega repertoarja, s temi imenitnimi zgodbami, ki vam jih bomo prizorili. Na tem mestu moram povedati skratka tudi to, da nam letošnja sezona ni bila tako naklonjena, kot smo želeli. Verjetno ste tudi sami na lastni koži doživeli teh neštete predstavitve, ki niso bile seveda po naši želji, kaj šele volji, ampak enostavno smo bili v to primorani. Tudi se je zgodilo, da predstavljam repertoar, še preden je bila na našem odru prizorjena zadnja premiera te sezone, skratka Striček Vanja bo tukaj prizorjen šele 9. junija, ampak tako pač je, očitno so se vsi zapleti, ki nam jih je pravzaprav 2 leti povzročala pandemija, samo nabirali in se na koncu nabrali. Zelo smo veseli, da ste potrpežljivi, da nas vseeno spremljate in da ste vseeno ostali z nami in zelo upamo, da nas vse te nevšečnosti ne bodo odvrnile od tega, da bi k nam prihajali tudi naslednjo sezono. Zdaj pa preden zaključimo, nas čaka pa še ena prijetna slovesnost, prav posebna, s katero smo začeli lani na pobudo enote ZDUS, to je Združenje dramskih umetnikov Slovenije, je bila lani prvič podeljeno priznanje s strani enote ZDUS SNG Drama Ljubljana. Lani se je ta enota ZDUS odločila, da bo podelila priznanje tehnični ekipi SNG Drama Ljubljana in se s tem poklonila vsem tistim, ki jih vi na odru seveda se jih ne vidi, ampak ki so absolutno potrebni za to, da lahko mi predstave izvajamo. Zato vabim, da se zdajle na teh 3 mikrofonih pridružijo oziroma stopijo ven Polona Juh, Nina Valič in Marko Mandič in podelijo letošnja priznanja. Spoštovane, letošnje priznanje ZDUS-a prejme Mariana Johnson. Spoštovana Mariana Johnson, draga Mariana, zahvaljujem se ti v imenu celotnega ansambla drame za to, da si 16. septembra 2002 prišla k nam v gledališče in sprejela delo garderoberke. Zahvaljujem se ti za vso tvojo predanost in posvečenost tvojemu poklicu in vsem nam. Ko rečem, Mariana, ne najdem, rečeš, sem že našla. Ko nekdo reče, Mariana, a si kje videla, rečeš, a mogoče tole iščeš? Mariana, strgal se je, rečeš, dej sem, takoj bom. Mariana, zakaj pa likaš nogavice, rečeš, da bo vse tako, kot mora biti. Mariana, strah me je, rečeš, vse bo v redu. Mariana, kako si? Dober sem. Stojiš ob odru, pozorno spremljaš vsak igralčev premik. Tvoje roke, težke od kostumov, potrpežljivo čakajo na sekundo, ko pritečemo v zaodrje, ko nas natančno, profesionalno in svetlobno hitrostjo preoblečeš. V svoji diskretnosti si velika. Tvoja navzočnost je igralčeva varnost. Igralke in igralci ne moremo hoditi po zraku, lahko pa letimo. In hvala, ker nam pri tem pomagaš ti. Hvala vsem. Hvala lepa vsem, res iskrena hvala. Res vam hvaležna za to, pa vse vas imam zelo rada, no. Sicer pa je tako, ne, to je tudi nagrada vse naše garderoberske službe, res. Hvala vam.
nagrado ZDUS za izjemno predanost in veliko strokovno znanje in podporo prejme Metod Novak. Dragi Metod, če dovoliš, bi tudi jaz o tebi povedala par besed. Evo, zdaj sem si dvignila mikrofon. Seveda velja za igralce, da mislim, marsikdo misli, da smo pač, ker smo radi v spotlightu, da smo mi tisti, ki smo v gledališču najbolj problematični in potem v bistvu skačemo okoli mojstrov luči, oblikovalcev luči, kot je Metod. Ampak seveda stvar je v bistvu veliko večja. Namreč jaz sem, ko sem začela delati v gledališču, sem ugotovila, da so od tvojega dela bili v večini odvisni predvsem režiserji. In da vsakeč, ko tebe ni bilo na vajah, ker si bil prerazpojen kam drugam, da so se obnašali tako, kot da jim manjka pol srca. Da ne morejo delati, če ni tebe, tvojega vložka, tvojih temin, kontrastov, svetlobe. Poleg tega si ti tisti mojster svoje obrti, ki si vedno osebno pristopil do igralcev in jim povedal, kje naj ne stojijo, ker se jih ne vidi. In kako naj se obračajo, da bojo vidni v ulicah, da jih ne bojo zatemnili kolegi in tako naprej. In poleg tega si seveda še ta mojster svoje obrti, ki si te svoje visoke standarde, profesionalizem, predvsem pa ljubezen do gledališča in do nas, ki tukaj stojimo, prenesel na svoje mlajše kolege. Zato je treba pač povedati, da se jaz v bistvu, da sem počaščena, da lahko v imenu celotnega ansambla in vseh prihodnjih rodov igralcev, ki bodo tukaj igrali, zahvaljujem za tvoje delo, za tvoje mojstrstvo, za tvoj odnos in ljubezen, ki si nam jo skozi vsa ta leta dal. Metod je všel v dvorano. Tretje priznanje ZDUS-a za požrtvovalno in pripadno delo v specifičnem okolju našim čistilkam in čistilcu. Prosim na oder! Ko gledališče pripravlja uprizoritev, je kaos pogosti spremljevalec, zato je več kot dobrodošlo, da so delovni prostori, prostori ustvarjanja v najlepšem redu. Raziskovanje vsebine zahteva uporabo raznih sredstev in materialov. Eksperimentiramo, da bi ustvarili navdušujoče, pretresljive gledališke slike. In mnogokrat ne gre brez zemlje, granulata, PVC snega, moke, stiroporja, gline, barve, jogurta, krvi, umetne seveda, znoja, celo urina, vode in papirja, listja, slame, rož in tako naprej. Kolektiv čistilk in čistilca vedno odkrije način,
kako učinkovito povrniti prizorišče in stvari v prvotno stanje, da se lahko vaje in predstave znova in znova začnejo. Čistilka, prosim, na oder, se marsikdaj zasliši po zvočniku iz ust inšpicienta, ko je treba rešiti nastalo zagato, načrtovano ali pa naključno. Večinoma je njihovo delo skrito, a včasih zasije tudi kot del kakšne uprizoritve, kot performativni element, ki navduši. In kako veš, da bo predstava zanimivo dihala, da bo publika zadrževala dih, doživela nekaj posebnega? Ko se med zadnjimi vajami sredi svojega dela, sredi natrpanega urnika, kdo od njih zadrži veliko dlje v dvorani, kot je to običajno in budno spremlja dogajanje na odru. In na hodniku potem reče, to je to. Priznanje prejmejo Jure Škerl po abecednem vrstnem redu, Jure Škerl, Marija Kalaba, Marija Simčič, Nermina Čajič, Stoja Gajin, Valerija Holešek, Zinaida Kordič in Zorica Krupljan. Sedanji kolektiv torej, simbolno pa tudi za vse svoje predhodnice. In kot je pogosto dejala ena od njih, Alenka Rebov, skup moramo držati. Iskrene čestitke in najlepša hvala za vaš doprinos umetnosti. Hvala za vse, čisto vse. Bravo! Hvala vsem, hvala tistim, ki niso pozabili, kaj se dogaja za odarju našega teatra. Jaz bi ob tej priložnosti pozdravila našo Valerijo Holešek, ki nažalost ni z nami, ki se zdravi na Inštitutu za onkologijo in ji želimo čim hitrejše okrevanje. Hvala vsem še enkrat.